Kaj? Stole pač nisem spravil avto, ampak me čisto nič ne moti, ker imam samo 5 minut pauze, več itak ne rabim, pa grem pa naprej uživati. Evo, 5 minut. Točno takšno MX-5 smo že imeli na testu z enakim motorjem. Pardon, tista je bila bela, torej to ni ista. Nič novega nimam za povedati, lahko rečem samo, da je tole še vedno eden najbolj zabavnih avtomobilov na trgu in pika. Sploh za nek še normalen znesek, ki si ga lahko privošči skoraj vsak. Tudi če se nekaterim zdi preveč igračkasta, pa se je igračka za odrasle moške. Počas se pel, sicer ne bo delal. Ja, vidim, ja, dej ne bod pameten. To vse naštruam 100-krat lažje od tvoje ročno pomične strehe. Ja, ampak počasnejš tudi, glej to, koliko časa jaz rabim. Zaprem, odprem, sekunda, koliko pa ti? 13, ampak je vsaj v stilu. Ja vem, sam jaz 13-krat lahko to zaprem, pa odprem, kam gre zdaj? Butli. Takole je. Če želite res uživati v umirjenem ali pa srednje hitrem kruzanju, skr precej vetra v laseh, vzemite MX-5 s platneno streho. Če vam je bolj všeč agresivnejši izgled, vam do vožnje brez strehe nad glavo ni toliko in bi se le sem ter tja vozili takole, zgori brez, je pa MX-5 RF. Ne bom odkril tople vode. Mazda MX-5 je od nekdaj eden najbolj prvinskih in zabavnih avtomobilov. Je nepraktična, ima malo prostora, ampak toliko zabave za manj kot 30 ure ne ponuja noben drug stroj. Da RF izgleda hudo, je povedal že na mednarodni premieri. Res je lepo zašiljena s temi boki. Trda streha pa pomeni, da je bolj uporabna po zimi ali pa na avtocesti, ker veter slišite precej manj kot pri platnu. Ko je streha takole dol, ne piha skoraj nič in tudi na avtocesti se boste lahko vozili s sončnimi žarki na obrazu. Edino hrup vetra vas bo mogoče zmotil, čeprav ni preglasno in se boste lahko s sovoznikom komod pogovarjali. Bistveno manj piha tule kot v platini izvedenki, ker je za menoj, no, vse tole. Aha, streha tehta dodatnih 45 kg, se pa zložil praktično enak prostor kot platno in je prtljažnik ostal enako velik. Ja, vidim, da že tu ne da miru in bi me rad prehitel. Pa ne bo šlo! Ja, večno vprašanje je izbira motorja. Šibkejši 1,5 litrski ponuja malo manj kot 100 kW moči oziroma 130 konjičkov in se zelo rad vrti. Super je, zelo zabaven, bi pa sam vseeno raje izbral tega, 118 kW oziroma 160 konji. Ob 2 litrih prostornine namreč ponuja več navora, kar še kako pride prav na takšnih gorskih cesticah in močnejša varianta ima tudi zadaj zaporo diferenciala, kar pa pride prav v zavojih. Kaj lahko gre vest? Ja, zapri si pa prav motorja pa pet. Ja, pa vse to bi pa lahko zrihtal. Jaz imam tega, Matej. Tako mi za hrbet hodaš tle, en medved. Tišina. Ja, ne pričakujete, da je tole stroj za driftanje, ker se diferencial ne zaprejo v tolikšni meri. Kakšna Toyota GT86 je v tem pogledu bistveno bolj suverena, lažje zdrsne, pa tudi bolj trda je. MX-5 je v bistvu precej udoben avtomobil, čeprav se na pogled morda sploh ne zdi. Pa neverjetno vozniško lahkotanje. Še žena ga bo z veseljem vozila, ker ni prezahteven, občutek na volanu je pa fantastičen. Edino vzvratna kamera manjka, ker je nazaj totalno nepregleden, pa sploh ni na voljo. Pa spet tam že. Očitno ni toliko nepregleden, če ga vidim za sabo. No, a si končal? Jaz bi šel s tem en krog. Ja, lahko greš, sam daj zaključek moraš ti pa povedati. Ok. Tale motor je fantastičen, ampak vzemite 2.0. Med različico RF in to s platnom pa izbirajte na podlagi tega, kje in koliko se boste vozili. RF je zlahka uporaben skozi celo leto, tudi po zimi, ta pa malo manj. Torej, če živite nekje na Primorskem ali pa se boste vozili samo poleti, potem bo platno super za celoletno vožnjo, tudi po snegu pa nujno RF. No, sem dobro povedal. Kaj bo, ta barva mi je bolj všeč. Kakšno zvezo ima barva? Ja, tako se avto zbira danes. Mogoče ti, ki se rad kažeš, pol pa tamle, kako ima lepo platnino streho. Ti poglej, niti kape nimaš, se to kažeš.
Bom imel pa lepo barvo.